V Turčiji je arheološko najdišče, ki še naprej izziva dolgoletna prepričanja o izvoru civilizacije. To je Göbekli Tepe, kraj, za katerega ocenjujejo, da je bil zgrajen pred več kot 11.000 leti, 1000 let pred egipčanskimi piramidami in še preden je bil postavljen Stonehenge. Dolgo časa je veliko zgodovinarjev verjelo, da so ljudje najprej začeli kmetovati, preden so ustvarili velike skupnosti in spomenike. Toda, ko so odkrili Göbekli Tepe, se je to prepričanje spremenilo. Pod navadnim hribom so arheologi odkrili velike krožne ograde, sestavljene iz orjaških kamnitih stebrov v obliki črke T. Nekateri od teh stebrov segajo skoraj 5,5 metra visoko in tehtajo do 50 ton. Še bolj osupljivi so podrobni izrezi živali, kot so kače, lisice, divji prašiči in škorpijoni. Ti izrezi kažejo visoko raven spretnosti ljudi, ki so zgradili ta kraj, čeprav še niso imeli kovinskih orodij ali pisnega sistema. Zaradi tega se pojavi pomembno vprašanje. Kako so ljudje, ki so jih takrat imeli zgolj za lovce in nabiralce, uspeli zgraditi tako velik projekt? Po mnenju nekaterih raziskovalcev so bile morda prav ceremonialne ali verske slovesnosti tiste, ki so najprej združile velike skupine ljudi in ne kmetijstvo, kot so prej verjeli. Vendar pa obstaja še ena skrivnost, na katero do danes še vedno nimamo popolnega odgovora. Po več stoletjih uporabe je bil velik del Göbekli Tepeja namerno prekrit z zemljo in kamni. Na podlagi raziskav to ni posledica naravne nesreče, temveč nameren postopek. Zakaj so to storili? Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Obstajajo teorije, ki pravijo, da je to del rituala ali spremembe v njihovi kulturi, vendar za to še ni dovolj dokazov. Pravi pomen Göbekli Tepeja ni v teorijah, temveč v resnici, ki jo razkriva. Morda so se starodavne skupnosti oblikovale prej in bile bolj organizirane, kot smo dolgo verjeli. In medtem ko izkopavanja še naprej potekajo, se še naprej spreminja tudi zgodba o najzgodnejši zgodovini človeštva. Toda tukaj postane zgodba bolj zapletena. Ko več delov Göbekli Tepe preučujejo z moderno tehnologijo, se pojavlja tudi več vprašanj. V zadnjih letih so raziskovalci uporabili lasersko skeniranje, tridimenzionalno modeliranje in umetno inteligenco, da bi ustvarili bolj podroben digitalni zemljevid celotnega najdišča. Namen teh sistemov je zaznati vzorce, ki jih človek morda ne opazi takoj. Ena od stvari, ki so jih opazile nekatere študije, je možnost, da nekateri ograjeni prostori niso bili zgrajeni zgolj od ljudi, ki so jih videli. Obstajajo namigi, da so morda bili del večjega načrta ali zasnove že od samega začetka. Če je to res, to pomeni, da so bili graditelji teh krajev sposobni načrtovati velike projekte, ki bi trajali več let ali celo več generacij. Za mnoge arheologe je prav to presenetljivo. Ne zato, ker bi obstajali dokazi o izgubljeni napredni tehnologiji, ampak zato, ker to kaže, da so bili starodavni ljudje bolj organizirani in bolj usposobljeni, kot smo dolgo mislili. Hkrati pa se po spletu širijo viralna poročila, ki trdijo, da je umetna inteligenca odkrila sledi na kamnu, ki jih sodobna znanost ne zna pojasniti. Nekateri celo trdijo, da so izrezi in rezi na stebrih preveč popolni, da bi jih lahko naredili samo z orodji iz kamna. Vendar do danes še ni bilo nobene znanstvene študije s strokovnim pregledom, ki bi potrdila te trditve. Prav tako niso našli nobenih dokazov o industrijskih strojih, kovinskem orodju ali kakršnikoli tehnologiji, ki bi bila primerljiva s sodobno opremo na tem najdišču. Po mnenju večine strokovnjakov je še vedno mogoče izdelati zelo podrobne rezbarije z uporabo preprostih orodij, če je na voljo dovolj časa, spretnosti in veliko delavcev, ki sodelujejo. In to je verjetno najpomembnejša lekcija iz Göbekli Tepeja. Pogosto mislimo, da so bili ljudje, ki so živeli pred 11.000 leti, omejeni v svojih sposobnostih, ker niso imeli sodobne tehnologije. Toda kamni, ki so jih pustili za seboj, pripovedujejo drugačno zgodbo. Zgodba o načrtovanju, organizaciji in kolektivnem znanju, ki se je prenašalo iz generacijo v generacijo. Še danes velik del Göbekli Tepeja ostaja neizkopan. Zato je mogoče, da je najpomembnejši del skrivnosti še vedno zakopan pod zemljo. Čaka na naslednje odkritje, ki bi lahko ponovno spremenilo naše razumevanje najzgodnejših poglavij zgodovine sveta. Toda ko se izkopavanja v Göbekli Tepe poglabljajo, se arheologom postopoma spreminja pogled na pravi namen tega kraja.
Leta 2017 so raziskovalci iz Nemškega arheološkega inštituta objavili študijo o človeških ostankih, najdenih na najdišču, med katerimi so odkrili tudi nekaj lobanj z nenavadnimi oznakami. Na teh lobanjah so vidne globoke zareze, ki so bile namerno izrezljane na površini kosti. Ena izmed njih ima tudi majhno luknjo na zgornjem delu lobanje. Po mnenju raziskovalcev so bile zareze in luknje verjetno uporabljene za pritrditev vrvice ali na kakšen drug način za obešanje. Zaradi tega se je pojavila teorija, da je morda obstajal tako imenovani kult lobanj ali ritual, kjer so imele človeške lobanje posebno vlogo v njihovi kulturi. Vendar je pomembno poudariti, da se to še vedno preučuje in še ni povsem jasno, kaj točno pomenijo ti rituali. Še en zanimiv del Göbekli Tepeja so rezbarije, ki jih lahko vidimo na stebrih. Sem spadajo kače, lisice, škorpijoni in druge živali, ki so bile verjetno pomembne za verovanje ljudi, ki so tam živeli. Obstaja en steber, ki pogosto pritegne pozornost raziskovalcev, imenovan steber 43 ali bolj znan kot kamen jastrebov. Na njem so vidni različni simboli in podobe, katerih natančen pomen je še danes predmet razprav. Nekateri raziskovalci, vključno z Martinom Svetmanom, so predlagali, da bi lahko bili nekateri od teh simbolov povezani z zvezdami in nebesnimi pojavi v starih časih. Ena od njihovih teorij je, da bi lahko klesanine vsebovale spomin na velik kozmični dogodek, ki se je zgodil pred 1000 leti. Vendar je pomembno pojasniti, da to ni uradno stališče večine arheologov. Veliko strokovnjakov pravi, da še vedno primanjkuje dokazov, ki bi potrdili neposredno povezavo s konstelacijami ali s posebnim udarcem kometa. Za zdaj to ostaja zanimivo zanimanje. Vendar to še ni priznano kot dokazana resnica. In tukaj postane Göbekli Tepe še bolj skrivnosten. Ne zato, ker bi obstajali dokazi o izgubljeni supertehnologiji, ne zato bi obstajali dokazi o pozabljeni napredni civilizaciji, ampak zato, ker to dokazuje, da so ljudje, ki so živeli pred več kot 11.000 leti, imeli sposobnost načrtovati, organizirati in ustvarjati spomenike, ki so bolj zapleteni, kot smo dolgo verjeli. Vendar pa obstaja še en del zgodbe, ki še naprej buri raziskovalce. Okoli Göbekli Tepeja se nahajajo kamnolomi, od koder so pridobili ogromne kamnite bloke. Tukaj se začne novo vprašanje. Kako so uspeli odrezati, premakniti in postaviti kamne, ki tehtajo več ton, samo s tehnologijo, ki so jo imeli v tistem času? Do danes še ni enega odgovora, ki bi ga sprejeli vsi. In morda so prav ti kamnolomi ključ do razumevanja, kako je bil izveden eden najbolj ambicioznih projektov v najzgodnejšem obdobju človeške zgodovine. Ko se raziskave na Göbekli Tepi poglabljajo, se pojavljajo še bolj kontroverzne interpretacije iz nekaterih spletnih poročil in viralnih teorij o tako imenovanih dokazih iz kamnoloma. Obstajajo trditve, da so nekatere analize domnevno odkrile sledi izjemne vročine na apnenčastih kamnih, iz katerih izvirajo veliki stebri. Po teh trditvah naj bi nekateri deli kamna dosegli zelo visoke temperature, preden so jih nenadoma ohladili z vodo, kar je postopek imenovan toplotni šok. V teoriji lahko to povzroči nadzorovano pokanje kamna, da ga je lažje razdeliti. Vendar je glede na trenutno stanje arheoloških raziskav pomembno poudariti, da ni obsežnih ali recenziranih dokazov, ki bi jih priznala uveljavljena znanost, da bi bila ta tehnika uporabljena v Göbekli Tepeju. Med strokovnjaki ni soglasja, da obstajajo jasni dokazi o industrijskem segrevanju ali napredni toplotni obdelavi v kamnolomih na tem najdišču. Bolj sprejeta razlaga arheologov je, da so starodavni ljudje uporabljali bolj tradicionalne metode pridobivanja kamna. Na primer, sledili so naravnim razpokam v kamnu, uporabljali trše kamne kot orodje za lomljenje ter nadzorovano delili kamen s ponavljajočimi udarci in vzvodom. V tem kontekstu izdelava velikih stebrov v obliki črke T dejansko ne zahteva izgubljene tehnologije. Ampak dolgotrajno obdobje izkušenj, organizacije in postopka poskusov in napak pri izdelavi, še ena viralna trditev pravi, da so površine stebrov videti stopljene in kot da so bile narejene z moderno industrijsko opremo. Vendar pa po mnenju geologov in arheologov, ki preučujejo to najdišče, je lahko gladka površina apnenca posledica naravnih lastnosti kamna, erozije in skrbnega poliranja z enostavnimi kamnitimi orodji skozi dolgo obdobje. Obstajajo tudi nekateri sodobni poskusi v eksperimentalni arheologiji, ki kažejo, da je natančno rezbarjenje apnenca mogoče doseči samo z uporabo trših kamnov, tudi brez uporabe kovinskih orodij. Kar zadeva idejo, da v Göbekli Tepe ni bilo učne krivulje ali dokazov o poskusih in napakah,
se s tem večina strokovnjakov prav tako ne strinja. V arheološkem zapisu je naše izkopavanje celotnega najdišča zelo omejeno. Zato je težko videti celoten proces razvoja v vsaki fazi. Bolj uravnoteženo stališče raziskovalcev je, da je Göbekli Tepe produkt visoko organizirane skupnosti z napredno družbeno koordinacijo za njihov čas, ne pa nepojasnjene tehnologije, ki bi presegala zgodovino. Vendar pa najbolj skrivnostni del najdišča ni tehnologija, temveč odločitev teh ljudi, da so celoten kompleks namerno zakopali in prekrili, potem, ko so ga uporabljali več generacij. Do danes ni jasnega odgovora, zakaj so to storili. In tukaj se pojavi najglobje vprašanje celotne zgodbe. Kaj se je zgodilo z ljudmi, ki so zgradili enega najzgodnejših velikih ritualnih središč na svetu? In zakaj so ga očitno pustili skritega pred prihodnostjo? Eden najbolj nenavadnih delov Göbekli Tepeja ni le kako je bil zgrajen, ampak tudi kako je popolnoma izginil s površja zemlje. Po raziskavah so po dolgem obdobju uporabe postopoma in namerno začeli opuščati kraj. Stari ljudje so celoten kompleks namerno pokrili z mešanico zemlje, kamnov, zdrobljenega apnenca in drugih materialov. V arheoloških zapisih je razvidno, da to ni bilo preprosto opuščanje. To je bil obsežen proces zapečatenja kraja, ki je bil očitno načrtovan in večkrat ponovljen v kratkem času. To, da tukaj pride v ospredje bolj previdno stališče strokovnjakov, ni trdnih dokazov, da bi prišlo do panike ali nenadne nujne situacije. Bolj sprejeta razlaga arheologov je, da je bil kraj morda pokrit zaradi ritualnih, simboličnih razlogov ali sprememb v njihovih verovanjih in načinu življenja. Obstajajo tudi možnosti, da so stare ceremonialne prostore namerno zakopali kot del kulturnega prehoda. Ne zaradi prihajajoče grožnje, ampak znotraj plasti nasutja, ki so prekrivale strukture, so raziskovalci našli mešanico naravnih in umetnih materialov. To je pokazatelj, da je bil proces prekrivanja namerno načrtovan. To ni bil naključen dogodek v skupnosti. Ena izmed bolj zanimivih ugotovitev je bila namerna postavitev nekaterih artefaktov in človeških ostankov znotraj plasti nasutja. Najdene so bile lobanje in kosti z oznakami ritualne obdelave, vključno z rezbarjenjem in morebitnim obešanjem, preden so bile pokopane. Vendar je pomembno poudariti, da interpretacija ritualnih praks z lobanjami ostaja predmet razprav med strokovnjaki in še ni povsem potrjena, kot da bi šlo za jasen sistem ali prepričanje. Obstajajo tudi kipi in izrezljani predmeti, ki so bili najdeni zakopani v plasteh zemlje, vendar ni jasno, ali so bili namenoma uničeni ali pa so se poškodovali skozi čas zaradi pritiska materialov nad njimi. V širšem pogledu arheoloških raziskav lahko Göbekli Tepe odraža družbo, ki je prehajala iz mobilnih skupin lovcev in nabiralcev v bolj organizirane in trajnejše skupnosti. Takšen prehod lahko prinese spremembe v ritualih, uporabi svetih prostorov in načinu spominjanja na pretekle čase. Do danes se izkopavanja in raziskave na najdišču še vedno nadaljujejo in z vsako novo plastjo, ki jo odkrijejo, postaja vse bolj jasno, da Göbekli Tepe ni preprosta skrivnost izgubljenega ali skritega, temveč zapleten del evolucije človeške kulture, ki še danes ni popolnoma razumljen. V zadnjem delu zgodbe o Göbekli Tepeju se v viranih pripovedih pogosto pojavlja ideja o globalnem resetu, o veliki katastrofi, ki naj bi izbrisala neko prejšnjo napredno civilizacijo. Vendar pa glede na trenutno znanje arheologije in geologije, to ni razlaga, ki bi jo sprejemala glavnina znanstvene skupnosti. Obstaja hipoteza, imenovana hipoteza o vplivu mlajšega Dryasa, ki pravi, da je morda pred približno 12.000 leti prišlo do kozmičnega ali kometnega dogodka, ki je vplival na podnebje. Po nekaterih raziskavah so v določenih plasteh sedimentov našli anomalije, kot so iridi, platina in mikrosferule. Vendar pa večina geoloških in arheoloških strokovnjakov tega še ne šteje za dokazano eno samo globalno katastrofo. O tem se še vedno razpravlja v akademski skupnosti in še ni soglasja, ki bi to povezovalo kot vzrok za reset civilizacije. Dokazi bolj jasno kažejo, da je bil razvoj človeštva po zadnji ledeni dobi postopen in regionalen, ne pa nenaden zlom in ponovni začetek. Ob širšem pogledu na zgodovino Bližnjega vzhoda se postopoma pojavlja pomembno obdobje sprememb, ki se ni zgodilo v trenutku, temveč je trajalo tisoče let počasnega prilagajanja človeka na njegovo okolje.
V tej regiji, vključno z območjem, kjer se nahaja Göbekli Tepe, lahko opazimo postopni prehod starodavnih skupin iz nomadskega oziroma nabiralniškega načina življenja v bolj organizirano bivanje. Na začetku so se ljudje zanašali na lov in nabiranje hrane ter se premikali glede na naravne vire. Sčasoma pa so se začeli pojavljati znaki stalnega bivanja na enem mestu, bolj sistematične uporabe zemlje in prvi koraki proti kmetijstvu. Göbekli Tepe ni ločen od tega procesa, namesto tega ga mnogi arheologi vidijo kot del prehodnega obdobja, kjer so skupine ljudi začele oblikovati bolj zapletene družbene strukture. V tej fazi so skupni ritualni prostori ali obredna središča verjetno postali pomemben način za združevanje manjših skupnosti. Preden so nastala stalna mesta in organizirane države, po trenutnem soglasju večine strokovnjakov ni trdnih dokazov, da bi graditelji Göbekli Tepe uporabljali izgubljeno napredno tehnologijo ali tehnologijo, ki ni bila skladna s tistim časom. Takšne ideje ostajajo špekulacije in niso podprte z arheološkimi dokazi. Namesto tega raziskovalci bolj podpirajo stališče, da je resnično osupljivo pri Göbekli Tepe raven družbene koordinacije med starodavnimi ljudmi. Čeprav niso imeli kovinskih orodij ali sodobne opreme, so uspeli organizirati veliko število ljudi za gradnjo monumentalnih struktur, izklesati podrobno simboliko in ohraniti središče, ki je bilo pomembno za njihovo kulturo. Pokaže, da so bile sposobnosti zgodnjih ljudi za načrtovanje, skupne verjame in kolektivno delo morda bolj zgodnje in bolj napredne, kot smo dolgo mislili. Tako imenovani reset, ki ga omenjajo nekateri popularni narativi, v akademskih krogih ni priznan kot nenadno izginotje neke supercivilizacije. Namesto tega širši dokazi kažejo na dolg proces podnebnih sprememb po zadnji ledeni dobi. Sočasno s postopnim razvojem kmetijstva, udomačitvijo živali in oblikovanjem prvih stalnih naselbin v različnih delih sveta, v takšnem kontekstu postane Göbekli Tepe še pomembnejši delček zgodovinske sestavljanke, ne kot dokaz o izgubljeni napredni civilizaciji, temveč kot eden najzgodnejših znanih primerov simbolične in skupnostne arhitekture človeštva. To kaže, da vzpon civilizacije ni bil nenaden skok ali povratek izgubljenega znanja, temveč postopen in neprekinjen proces učenja, prilagajanja in oblikovanja bolj zapletenih družb. In na koncu, najpomembnejša lekcija, ki se pojavi, ni v neki skrivnostni starodavni tehnologiji, temveč o sposobnosti človeka, da se združi in ustvari strukture, ki so večje od kateregakoli posameznika. Sposobnost, ki se je začela pred 1000 leti in še vedno oblikuje svet do danes.